Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. V lanskem letu smo izvedli raziskavo potovalnih navad v mestu Ljubljana in v ljubljanski urbani regiji. Gre za prvo raziskavo po letu 2013. In sicer raziskavo smo naredili po enaki principu, kot smo delali pred 10 leti. Se pravi, spraševali smo ljudi, kako so potovali v zadnjih 40 ur. Se pravi, z njimi smo šli čez vse njihove poti, ki so jih opravili, od točke A do točke B in na kakšen način. Sicer smo raziskavo razvedli s približno 6000 ljudmi, od tega jih je bila polovica prebivalcev Mestne občine Ljubljana, potem pa so bili še prebivalci Ljubljanske urbane regije in pa tudi 1000 prebivalcev preostale Slovenije, ki upravljajo svoje poti v Ljubljano. V tem obdobju 10 let je bilo kar nekaj pomembnih dejavnikov, ki so se zgodili. In sicer v Mestni občini Ljubljana v tem času se povečalo število prebivalstva za 5% oziroma 15 000 novih prebivalcev smo dobili, tudi tako, da bi približno ena manjša mestna občina se preselila v Ljubljano. Zgodila se je gospodarska rast. Posledično se je močno povečalo število registriranih vozil v Sloveniji, sicer za kar 24%, oziroma presegli smo že številko 1 700 000 registriranih vozil v naši državi. Kot vemo, se je zgodila pandemija COVID-a, ki je močno vplivala na naše potovalne navade, predvsem, ko pogledamo na primer kakšen javni promet. Poleg tega pa ena izmed najbolj zanimivih ugotovitev naše raziskave je ta, da mnogo več potujemo, kot smo potovali pred 10 leti. Sicer kar za 14% več. Tako danes na nek povprečen delovni dan v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji opravimo približno 1,5 milijona poti. Ne glede na vse to, kar je bilo povedano, smo prišli do določenih rezultatov, ki so dokaj spodbudni za nadaljnje leto. Če primerjamo leto 2014 in 2024, vidimo, da dejansko so zelo blizu našemu cilju iz celostne prometne strategije, ki smo se zadali, da bomo 2/3 poti opravili na trajnostni način in 1/3 z osebnim avtomobilom. Kljub temu, da je približno v odstotkih zelo podobno, kot je bilo pred 10 leti, pa se je nominalno število uporabnikov trajnostnega načina potovanja močno povečalo. Zelo podobni rezultati so tudi pri potovanjih, ki so narejeni na splošno na območju Mestne občine Ljubljana in Ljubljanske urbane regije, kjer so se številke samo malo spremenile kot dejstvo pri potovanjih znotraj. Kar se tiče Ljubljanske urbane regije, se pravi območja, kjer se Mestna občina Ljubljana ne upošteva, pa so rezultati nekoliko boljši, saj se je število uporabnikov avtomobilov oziroma poti upravljenih z osebnim avtomobilom zmanjšalo in pa povečalo predvsem pešače. Sama raziskava je zavzela tudi vprašanje o zadovoljstvu s storitvami uporabnikov raznih storitev Mestne občine Ljubljana. In sicer lahko z veseljem povemo, da je skoraj 70% uporabnikov RPP-ja in kolesarske infrastrukture zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s storitvami, preko 80% pa pridemo pri uporabnikih bicikl sistema in pa pešcih. Tu na hitrico z moje strani vse, pa predajam besedo. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.